Webinar je v bistvu neka oblika spletnega izobraževanja, če temu tako rečem, seveda na drug, bolj demokratičen način. Tukaj ne gre za to, da eden modro govori, drugi pa modro poslušajo in molčijo, ampak gre za to, kako glih ta monološki način obravnavanja teh tematik spremeniti v nekaj bolj družabnega, v nekaj, kar je bolj živo, v nekaj, kjer vsi ljudje na enakovreden način sodelujemo pri teh zadevah. Zdaj, ta webinar je seveda nadgradnja neke pobude in nekega delovanja, ki že precej let traja, to so tako imenovani bralni klubi, kjer se je izkazalo, da seveda ti bralni klubi se lahko spremenijo v nekaj več kot samo neko golo ukvarjanje z literaturo, ampak da gre v bistvu za neko družabno srečanje, ki se osredotoča okrog neke literarne produkcije, neke knjige in preko tega seveda nenadoma vstopajo po eni strani vsebine, ki so v teh knjigah prisotne, po drugi strani pa ljudje svoje lastne izkušnje, svoje lastne doživljanje, svoje lastno dojemanje sveta, v katerem živijo, nenadoma vključujejo v to debato. In ker so te bralni klubi seveda nekaj, kar teče, to niso enkratni dogodki, to so cikli, smo pol opazili, da ljudje s časoma postanejo vedno bolj artikulirani, če temu rečem. Nenadoma začnejo govoriti o teh knjigah na en čist drugačnem nivoju, kot recimo so začeli od začetka. Od začetka je bilo nekam šolsko, pa oklevajoče, pa poskušali je zveneti modro, pa ljudje, ki so se počutili, da ne znajo recimo pametno in modro govoriti, so se zadrževali, niso sodelovali v teh debatah, vendar po parih srečanjih tega tipa, sploh pa po parih letih, je nenadoma prišlo do presenetljivih doživeti kot bralnega kluba, ko si nenadoma opazil, da to, kar je bilo rečeno, da tukaj ne gre za to, da je eden pameten, drug pa ni pameten, ampak da so vsi ljudje enakovredni v tej debati in se potem izkazali, da nekaj ljudi, ki so v teh stereotipnih pogledih na bralno kulturo, recimo ljudi, kakor manj usposobljeni, recimo bodi si kot bralci, bodi si kot tisti, ki se pogovarjajo o literaturi, da so nenadoma z nekega svojega zornega kota odprli vsebine, ki so se izkazali za zelo hvaležno debato in so dejansko omogočali videti, da branje ni samo pasivno obračanje listov v knjigah, ampak da je branje nekaj, kar se tiče vsakdanjega življenja. Oni s tem, ko so te knjige začeli povezovati s svojimi vsakdanjimi izkušnjami, so začeli tudi svoje vsakdanje izkušnje povezovati s temi knjigami. Nenadoma so bili sposobni v vsakdanjih zadevah, v katerih so mogoče prej govorili površno ali pa klišejsko, so nenadoma začeli govoriti, skozi perspektivo nekega literarnega, se pravi poglobljenega in premišljenega gledanja na te stvari. Tako da smo videli, da je to neka pobuda, ki je strahovito dragocena, ki ni dragocena na ta šolski način, ljudje moramo brati, da bomo pametni, ampak je dragocena, da se to zgodi mimo te neke šolske perspektive in da je seveda to pobudo treba razširiti v prostor. Da pa seveda tako pobuda se lahko razširi v prostor, morajo biti te, ki jo inicirajo, se pravi neki moderatorji, ljudje, ki na različnih koncih Slovenije na svoj različen način ustvarjajo take kroge. In na ta način neko zavest o pomembnosti branja in razumevanja in doživljanja literature
v bistvu vzpostavili spet nazaj na tisti način, kot so bile včasih čitalnice. V bistvu se spet vračamo k izvirni izkušnji, ko so ljudje bogatili svoj simbolni univerzum in svojo sposobnost izražati ta univerzum in skozi to, čemur se reče branje literature. Zato smo v bistvu, da spodbudimo čim več teh moderatorjev, pač vzpostavili to možnost, da svoje izkušnje, tisti moderatorji, ki smo to že dali skozi, posredujemo naprej drugim moderatorjem in ne samo, da mi njim kot pametni ljudje nekaj govorimo, ampak smo s tem zvedeli od njih, ker mnogi od njih so že tudi imeli svoje lastne podobne pač dogodke organizirane, da so njihove izkušnje postala neka splošna last vseh teh, ki so se vključili v webinar.